druga tema je gospodarstvo, delovna mesta in socialne razmere v mestu. Pa na prvo vprašanje na to temo, tukaj imamo samo dve vprašanje, ste mogoče malo bolj kompleksni. V letu 2018 je Ministrstvo za finance Republike Slovenije objavilo podatke o razvitosti občin Slovenije na osnovi kazalnikov, kot so stopnja registrirane brezposelnosti, število delovnih mest v občini, indeks staranja prebivalstva, število kulturnih spomenikov, poseljenost občine, delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo in podobno. Po tej analizi je mestna občina Ptuj najmanj razvita mestna občina v Sloveniji zraven Maribora oziroma zaseda med vsemi 212 občinami še 99. mesto. Kako doseči, da se Ptuj z te neslavne pozicije premakne naprej, ob sočasnem upoštevanju, da se tudi ostale mestne občine razvijajo, seveda? Da konkretiziramo vprašanje. Mi dejansko potrebujemo nekajkratno razvojno intenzivnost v primerjavi z ostalimi, da pridemo sploh na predzadnje mesto, kaj šele med prve 3 mestne občine po stopni razvitosti, ali pa recimo med prvih 10-20 vseh občin Slovenije. Kako to doseči z vidika funkcije župana in mestnega sveta, ki ga župan vodi? Kakšno vizijo oziroma kakšne ukrepe, kaj vidite vi kot ključno, ampak res v eni minuti, prosim, zato tukaj mogoče samo jedrne stvari. Prosim, Gorazd, tebe. Ja, hvala. Zdaj, že včeraj smo še, mislim, da ste praktično vsi bili na soočenju v gledališču, tam smo se pogovarjali o perutnini, pa o trenutni situaciji in smo gotovili, da pristojnosti župana oziroma lokalne politike so relativno majhne. Jaz mislim, da in župan in mestni svet se moramo vsi truditi, da nastavimo okvirje, ki bojo privlačni, ko se zdaj pogovarjamo o gospodarstvu, za nove investitorje, za novo gospodarstvo, ki bo prišlo sem in ki bo generiralo, upajmo, delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Žal tudi na to nekega res velikega vpliva nimamo. Moja ideja je bila, ki sem jo tudi zasledoval v tem mandatu, da naredimo medobčinsko poslovno-logistično cono med Haljina, Ptuj in Videm. Tam je prostih 100 hektarjev zemljišča. To zemljišče je tudi bilo ponujeno takrat, ko je Magna iskala lokacijo, tudi takrat, ko je Japonska iskala lokacijo. In jaz mislim, da to je tista priložnost, če želimo res, da bomo generirali neka delovna mesta z višjo dodano vrednosti. Hvala, res se moramo držati časa. Štefan. Torej, Peter, naštel si nekaj indikatorjev, Teh indikatorjev lahko 500, in če se spomnimo recimo 5 ali 6 let nazaj, je Ptuj bil energetsko najbolj varčna občina med vsemi mestnimi občinami in med vsemi 212 občinami. In tako dalje. Skratka, izbira teh indikatorjev je lahko takšna ali drugačna in slika o Ptuju je lahko takšna ali drugačna. In zdaj torej, če želimo, če so to za nas ključni indikatorji, o katerih govoriš, potem je treba pač vzeti te indikatorje in po teh indikatorjih narediti ukrepe, da bomo te indikatorje zboljšali, če je to. Ampak jaz ne verjamem, da to osrečuje ljudi. In ti indikatorji, ki sem jih jaz pogledal, so rahlo strh razviti nekateri. Primerjajo enake kategorije v vsaki občini, Ja, ampak gled, če pogledaš indeks človeške sreče na svetu, kdo je najbolj srečen človek na svetu? Ljudje v Zimbabveju, niti v Ameriki, niti v Nemčiji, Hvala. Izvoli, kar ti gor nadaljuj. Če ste mi dali. Vsi vejo, da meni, zdaj, ker sem že prvi se podalo, perutnina mi je tak trn v peti, da vam ne morem povedati. S 15,3 milijone profita je 3/4 firme na minimalnih plačah. Tretji dan vedno pravimo v perutnini, izključno iz vidika, da 15,3 milijone se prelevi v višje plače. Ne vem, če bom uspel, ker lahko jih tudi pa občina malo bremza pri nekih zadevah, ker oni so, jaz pravim, ti giganti morajo mesto dati, ne mesto njim. Oni nas obremenjujejo največ perutnina za svinjarijo pa 500 farmami. Zato jaz pravim, perutnina mora dati, pa jaz se ne bom šel, ko sem včeraj rekel, županskega turizma, jaz ne grem rad studia, ampak bom obiskal, če bo treba tega direktora oziroma lastnika, kdorkoli bo, pa verjamte, da me bo sprejel. Za sprejel me bo, zakaj me bo sprejel? Perutnina je zlato jajce.
je kura, ki nosi zlato jajce. 15 milijonov profita, to ni za zanemariti. In jaz se ne bojim nobenega sprememba lastništva, zato ker nišče Perutnine ne more uničiti, ali pa skušati uničiti, ker tu je preveč profita. Hvala. Hvala. Robert, kar. Socialna slika našega okolja je res slaba. In to, če pogledaš napram Sloveniji ali pa tudi, če greš malo čez mejo, nismo zelo primerljivi, oziroma se ne moramo ravno hvaliti. Problem je, ker pri nas še vedno stavimo preveč na tradicionalne industrije, imamo tovarno kokošk, imamo neko tovarno aluminija. To vse na nek način je potrebno in je na nek način generator, ampak to na dolgi rok ne bo zdržalo. Mi moramo tukaj sedaj se odločiti, da bomo čisto digitalno in prihodnost usmerili na mesto. To pomeni, da podjetja, ki jo bomo privabili v mesto, pa ki jim dali možnost kot lokalna skupnost, morajo biti z področja informatike, internetnih tehnologij. In to tudi, kot je bilo omenjeno, recimo logistika, pa to niso čiste in zelene zadeve. Informatika, informacijske zadeve pa ne rabijo transporta, ampak rabijo samo dober internet in to so plače, ki so najvišje. Hvala lepa. Gorast? Luška. Jaz se bom vrnila nazaj vprašanju, nekaj narediti, da to. Zdaj, v bistvu, mi bi potrebovali neka nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki bi nas ta dodana vrednost potem dvignila na tej lestvici navzgor. Jaz sama vidim to opcijo v seveda razvoju turizma, ker tukaj smo najmočnejši, mogoče nikoli ne bomo, ker niti nismo zdaj v tem trenutku neko težko industrijsko mesto. Vseeno pa za tisto industrijo, ki prihaja, moramo imeti komunalno opremljena zemljišča, dostopna. Tudi moramo spet, jaz bom vzela kot primer občino Kočevje, ki je zdaj bila na tem področju izjemno uspešna. Res, da imajo tudi zakon za pokolpe, iz katerega so lahko obljubili nekaj davčne olajšave, ampak kaj so oni naredili to, da so komunalno opremljena zemljišča ponudili zelo ugodno oziroma v nekih delih tudi zelo pod ceno, bi pri nas rekli. Poleg tega so pa tudi omogočili tem investitorjem, da so v najkrajšem možnem času pridobili vsa dovoljenja od gradbenega do to, govorimo o 14 dneh, kar je pa posledica tega, da imajo zelo dobre odnose znotraj same občine, torej inštitucije občinske med sabo, pomeni občina, upravna enota in tako naprej. In spet smo pri tistem, ko bomo mi zgradili odnose, ko bomo zgradili zaupanje, bomo lahko gradili tudi vse ostalo. Hvala lepa. Rajko, pa potem po tej strani. Ja, jaz bi prvo kaj naredil in to je tudi možnosti. Da ne pozdravljamo bez vprašanja nekaj? Ne, samo kar sem navesel. Torej, to lahko vlada naredi, ukiniti Ljubljani status glavnega mesta in ukiniti tistih 60 milijonov, pa jih razdeliti na periferijo. To je prva stvar. V Ljubljani se delajo norca, enostavno asfalt, ki je super, nek, ki ima 50 odtenkov sive, tako kot na Ptuju, recimo, grejo gor trgat pa obnovljajo. Pa pustimo zdaj to. Torej, dejansko se strinjam z Nuško, turizem kot nosilna gospodarska panoga, se pravi na tem graditi, in pa strinjam se tudi, kar je Gorazd rekel, so že večkrat tudi, da se ne ponavljam, logistična cona, industrijska, kjer bojo firme prenesle svoj sedež, tako da bo sedež tu, da bo tu dohodnina, oziroma potem tudi bomo imeli še glavarino in tako dalje. In tu vidim, torej, ampak kje je vloga občine? Vloga občine ni, da bo gradila hale. Vloga občine je, da postavi pogoje za to, da bo nekdo hale postavil. Se pravi, pa še bom se enkrat ponovil, mislim, da že tretjič ali četrtič, primer iz občine Cirkulane, ravno zdaj sem tam prišel, po 10-krat nižji ceni, se pravi 5 evrov plus DDV, prodajajo komunalno opremljeno industrijsko cono kvadratni meter, ki so ga zgradili z evropskimi sredstvi, potem z dodatkom države in 10% je bil vložek občine. In občina, pa samo da še dokončam, občina pa lahko poračunava kupnino v svojih 10%. In samo na ta način bomo naredili privlačno za industrijo, ki bo prišla sem in bo zagotavljala tudi mladim delovna mesta. Hvala. Jaz pozarjam, da je tudi naslednje vprašanje delno povezano s tem, tako boste lahko še nadaljevali to temo, ampak tako da dajmo se držati 5 minute. Dejan, izvolite.
Dejansko, kar je rekel, povedal, seveda drži, ampak vprašanje je, zakaj to ni od včeraj, se pravi, ni nekaj novega. In možnost je bilo to razvijati že mnoga leta v preteklosti. Se pravi, nek kuršlus je med povezovanjem, ker vemo, da gre tu za sredstva, pač više sredstva, govorimo o pač milijonih, in zato po koheziji, zdaj prihodnji perspektivi, enostavno se moramo povezovati te občine Spodnjega Podravja. In ljudje nekako v preteklosti očitno ni bilo kemije med župani Spodnjega Podravja in upam, da z novimi močmi bomo to presegli. To je najprej, kar se tiče teh sredstev, res, ki so izdatna, milijonska, zato da bomo seveda ustvarili pogoje, zato da bodo industrijske cone na voljo, zato da bodo lahko se pravi, da bomo zanimivi za investitorje, velike investitorje. Bom nadaljeval. Hvala. Hvala. Andrej? Ja, izkušnje zadnjih 12 let in zadnjih 4 let so nas pripeljali do tega, da smo najslabše razvita mestna občina v državi in nova ekipa bo morala delati res veliko. Zato tudi bo zelo fajn, če bo pri tem čim več mladih. Če pa se pogovarjamo o razvitosti občine nasploh, pa bom tako povedal, vse se začne pri osnovni infrastrukturi. Vsi prvo pogledajo, po kakšnem pločniku gredo, po kakšni cesti se vozijo, potem je zelo pomembna komunalna infrastruktura, dostopnost stanovanj, predvsem za mlade, populacija na Ptuju je nadpovprečno stara v primerjavi z drugimi občinami v državi in pa kot zadnja taka pomembna stvar pa seveda tudi ugodno poslovno okolje, torej da pripravljena infrastruktura za investitorje in pa seveda tudi, da v centru Ptuja, vsaj za simbolično najemnino, napolnimo center Ptuja in s tem spet privabimo življenje in pa gospodarstvo v center. Hvala lepa. Janez? Hvala. Vsekakor je gospodarstvo in razvitost občine odvisna od števila delovnih mest, vseh dejavnosti, ki so v občini, zato je tudi potrebno, da jih občina nekako omogoča širitev. Imamo razvojno agencijo Bistra, ki bi nam morala narediti študije, na kak način se pridobijo sredstva, da se tudi kakšen obrat razširi ali pojavi na novo. Vsekakor imamo veliko širino našega območja Ptuja z kmetijskim zaledjem. Tu omenim samo, da ne ponavljam ostale vse, ki največ potencijala Ptuj mora dati na turizem. Iz turizma se da tudi ustvariti nova delovna mesta. Poglejte, na Ptuju je bilo veliki bazen in tudi v okolici industrije in obratov, kjer so zamrla delovna mesta in ne bi si želel, ker pač delam v humanitarnih dejavnosti, da bodo se te vrste, ki bo hodile po pomoč, še daljše. Hvala lepa.